Kristi, a nam lahko malo več poveš o zmajih? Lahko, zakaj pa ne? Zmaji so nekaj, kar ljudi res izjemno zanima, pa vendarle sem ugotovila, da mogoče bi bilo dobro, da jih malce bolj po domače razložimo. Vemo, da definitivno zmaji so nekaj, kar ljudi močno kliče, ampak dajmo danes malo pogledati, zakaj je temu tako in zakaj se zmaji dobesedno pojavljajo povsod. To pomeni, vidiš neko podobe vile, dostikrat je zraven zmaj. Vidiš podobo angelov in zraven je zmaj. Odkje te navezave, odkje gre to skupaj in zakaj toliko radi ljudje tudi že od nekdaj upodabljajo zmaje za višje eteričnimi bitji. Zdaj, če pogledamo samo zgodovino, gre to tako. Zmaji so od nekdaj veljali za zelo močne zaščitnike in uporabljajo se jih definitivno čisto vsa ljudstva, ampak ne samo to. Definitivno so zmaje dojemali kot tiste, ki prinašajo v nek dom oziroma k nekemu človeku tudi, temu se je rekel good fortune, to pomeni veliko sreče, pa bogatstva in tako dalje. Ampak gremo zdaj pogledati, kako zmaji lahko to delajo in kaj je njihova naloga. In to verjamem, da ti bo zmaje samo še bolj približali. Najprej bi začela z angeli. Angeli so zelo visoko eterična bitja, kar pomeni, da je njihova frekvenca blazno visoka. In če ti delaš z angeli, seveda se ti življenje izboljša, seveda, da je potem vse drugače in tako naprej. Ampak, zdaj pa prihaja ta ampak zraven, ampak drži pa tudi to, da dostikrat ljudje te energije angelov pa tako ne morejo sprejeti, če imajo zelo znižano frekvenco. Če imaš ti zelo nizko frekvenco, recimo strahovi, dvomi, jeza in tako naprej, se res kar dostikrat zgodi, da angeli ne morejo za to nasprotno frekvenco, kakor je tista, katera ti v enem danem trenutku doživljaš, a veš, ti potem njihove frekvence, torej angelske, ne moreš prevesti. In takrat angeli uporabijo za prevodnike teh energij zmaje. Zmaji so pa, kakor bi ti rekla, najboljše iz obeh svetov. To pomeni, da znajo potovati po zemeljski ravni, negativa jih ne zmoti. To pomeni, da oni so višja eterična energija prav tako kot angeli, ampak so pa definitivno pripravljeni. Se ne, da angeli niso zmožni, ampak zmaji so pripravljeni potovati tudi čez nizke frekvence, zato da čez njih dostavijo visoko frekvenco, zato tukaj sodelujejo z angeli. In tukaj so definitivno oni zelo posebni, zaradi tega, ker je dejstvo, da ti nisi ves čas dobre volje, da ti nisi ves čas, ena cvetoča rožica, dogaja se ti marsikaj, ne? In takrat recimo znajo zmaji ustvariti toliko močne portale, katere se fizično čuti, da čez prevajajo angelske in seveda tudi svoje energije. In blazno delajo na zaščiti. Najprej te zaščitijo pred nizko frekvenco, zaradi tega, da se okrog tebe dobesedno naredi kot nek balon, kokon, kakorkoli že temu rečeš, pač nekega pozitivnega polja, zato da se potem lahko noter gre sidra dobro in da potem ti začneš toliko dvigovati svojo frekvenco, razumeš, da se ti sama umakneš potem ven iz tega negativnega polja, ne? Tako da zdaj sem ti najbolj razložila zmaje in zaradi tega definitivno so eno tako fajn prijateljstvo, bom rekla orodje, bom rekla prijateljstvo, kjer je zelo dobro, da jih poznaš, sploh kadar je treba nekaj zelo hitro zaščititi, zelo hitro dvigati frekvenco. Veš, kaj angeli so dosti subtilni, dopuščajo zelo velik rang svobodne volje, mogoče pa vmes še kaj dojijo, pa tako naprej, medtem ko zmaji znajo, razumeš, ko sneta raketa znajo čez pridati in jaz to definitivno obožujem z njimi, ne? Kaj vse, recimo, če kličeš zmaje na pomoč, lahko zaščitaš? Mogoče dosti ljudje mislijo, da so samo varuhi doma, meni so pa povedali več stvari. Zmaji so varuhi, to je prva stvar, tisto, kar sem že povedala, portalov. To pomeni, da oni naredijo dobesedno te kokone, te visoke frekvence, da lahko angeli in ostala bitja, visoke eterike, odpotujejo čez tam, kjer je bila nižja frekvenca, torej oni zagotovijo, da zaščitijo ta portal pozitivne energije, zato da se ne bi te negativne frekvence vmešavale. Razumeš, ko so zaščitniki teh portalov, skozi katera torej potuje ta visoka frekvenca, svetloba, ljubezen, angeli in tako dalje. In to je zelo njihova sveta naloga, ne?
Druga stvar je definitivno delajo, to je pa ta njihov princip ognja, na stvarih, ki ne bom rekla, ne gre se za uničevanje, ampak še vsem bi rekla transformiranje, transformiranje vsega tistega, kar pa sploh je tebe, ker ti si duša in ti si svetloba, kaj pa pol je tebe vrgel v negativno frekvenco. Ja, so okoliščine, so težave, so odnosi, ki so težki, toksičnost, slabi spomini, razočaranja in še. Ljudem se marsikaj zgodi. Angeli so tisti, ki tvojo auro in tvojo energijo lahko očistijo od teh negativnih frekvenc. Razumeš? In te hkrati ne poškodujejo zaradi tega, ker so nosilci svetlobe, ampak, ko bi ti rekla, znajo prav potegniti iz tebe. Razumeš? Znajo potegniti negativne energije. In to znajo delati tudi ful močno s tvojim energijskim poljem, to pomeni s tvojo auro. Zmaji ščitijo domove, definitivno, tako da ne bojo samo vaši kužki imeli kdaj to nalogo, klajajo, preden kdo pride na obisk, ampak definitivno zmaji lahko pokličete, da varujejo vaše prostore pred negativno energijo, zato da ne vstopa noter. Potem so sposobni definitivno varovati imetje, kakršne koli vrste vaših imetij. Potem zelo, zelo radi varujejo lightworkerje. To pomeni tiste, ki se odločate, da boste meditacijski učitelji. To pomeni, a veš, ti, ki se odločiš, da boš meditacijski učitelj, pa ti, ki se odločiš, da boš duhovni učitelj, pa da boš angelski svetovalec, a pa karkoli izmed tega, seveda postaneš portal svetlobe. In rekli smo, da zmaji varujejo portale svetlobe. V tem primeru si portal svetlobe ti. Tako da ogromno ljudi, ki v tem obdobju tudi čuti, vedno več vas je, da boste poklicani v naše vrste, da pomagate ljudem, zato ker se nas rabi. Sploh, ko bo enkrat tega negativnega kolektivnega stanja, takrat se bo šele pokazalo, kaj se v bistvu zdaj zadnji dogaja in koliko zlo je v bistvu to izčrpa ljudi. Jaz pravim, da se tisto, kar je največje, sploh še ni pokazalo. Res ne, ampak se bo pokazalo, ko bo vsega skupaj konc. Veš, to je isto, ko greš na dopust, pa se pokaže, koliko zelo si bil pod stresom, pa pol zboliš. Zdaj, ki se hočete učiti za duhovne učitelje, pa hočete biti nosilci svetlobe, imate pri Mihaelu naslednji vikend tečaj za lightworkerje in duhovne učitelje energijskih povezav in tudi zelo močen certifikat, ki vas tukaj ščiti, dobite na tem področju. To si lahko pogledate na potovanje-duše.si, to vas bo Mihael učil. Ampak recimo zmaji so tisti, ki zavarujejo take ljudi, ker hočejo, da k njim čim manj negativnih frekvenc prestopa, zaradi tega, ker na vse zadnje mi moramo pomagati vam naprej in moramo paziti na svojo energijo. Zmaji, glede na to, da so svetloba in so blazni zavezniki, oni so ful naši prijatelji, razumeš? Varujejo seveda tudi tvoje ljubljene, tvoje otroke, tvoje hišne ljubljenčke, zelo radi pazijo na hišne ljubljenčke, tako da za vse to lahko zmaje pokličete, za vse to lahko jih prosite. Imate tudi na naši spletni strani kakšno meditacijo brezplačno z njimi, ampak jaz bi te pa predvsem rada povabila, da jih res mogoče malo bolj podrobno spoznaš pod mojim vodstvom. Ob luninem mrku bom delala meditacijo za zmaji, za očiščenje nižjih frekvenc, ker lunin mrk bo blazno močen večer, veš, izjemno močen večer bo, ful se bo dal resetirati tvoja energija na ta večer. Tako da te vabim 19. novembra na spletu, uvodna meditacija, tudi če zamudiš, imaš potem posnetek z zmaji. Tako da tam bom spregovorila o njih in tam bomo delali večje očiščenje negativnih frekvenc. Stare bolečine, spomini, razočaranji, krči, nezaupanje, strahovi, dvomi, zaradi tega, da lahko manifestacijsko vdihneš. In kot sem zdaj vse razložila, zmaji so oni najboljša odločitev, da ti pri tem pomaga. Meditacija nosi res prelep naslov Zmajev poljub posušenih suza. Mislim, da sama po sebi pove velika. Ker pa želim, da potem res, ker so zmaji tako pomembni, z njimi delaš še doma, ti bom dodala, poleg tega posnetka meditacije, ti bom dodala še profesionalno vodeno meditacijo za energijsko zaščito pred temi težkimi frekvencami, za prenos na računalnik pa telefon, da imaš lahko ves čas pri sebi, tako da dobiš kar 2 meditacije v enem. Tako da poglej si in šolo za lightworkerja in poglej si to meditacijo na potovanje-duše.si in jaz mislim, da se zmaji zelo veselijo. Jaz pa tudi, lepo se me in se te veselim.